Evo, pa smo nazaj v najboljši oddaji Top Music. Odličen videospot, nori prazniki Odanje, z mano pa že vrhunska vokalistka, glasbenica Maja Založnik. Zdravo. Zdravo, zdravo. Evo, me veseli, da si prišla tudi k meni, ne? Ja, tudi mene veseli, da si. Tako da se bo danes malo bolj spoznala tudi midva. Odlično. O tebi sem prebral marsikaj, sem brez besed, ogromno lepih stvari, res. Sploh nisem vedel, kako te bom začel spraševati, nekaj je toliko tega, ampak bova najprej začela o temule šovu The Voice of Germany, ne? To so bili po moje tvoji neki začetki, imam prav. Katerega leta se je to odvijalo? Zdaj, tale The Voice je nekje 9 let nazaj. Noro gre čas. Noro gre čas, ok. Ta talent show The Voice je bil 10., ta zadnji, kar sem zdaj sploh bila. Fenomenalna izkušnja, vedno sem si želela nekega takega tipa šova, svetovnega kova, ali kako ne rečem, in super izkušnja. Tudi vsem bi rekla, kateri želite iti izven okvirjev, upajte si, idite, ni konec sveta, če nisi vsem petim všeč. To je nekako moj moto in sem rekla, grem se pokazati tujini, ker rada pojem, ker želim ustvarjati in zdaj, če potegnemo črto, po vseh teh 10 talent šovih največ teje moja avtorska glasba, tudi prej, ko smo slišali pesem Smejem se, sem jaz napisala tekst in del melodije in to največ pomeni, da mi pol nekdo reče, Maja, toliko se me je dotaknil tekst, toliko mi je všeč pesem in se mi zdi, da res to šteje. Ampak recimo, v katerih jezikih si pa vse do zdaj pela? To me res zanima, recimo. Katere jeziki? Jaz sem se tudi danes v avto pogovarjala z dekleti, ki sem jih peljala iz Ljubljane sem v Celje. Angleško, slovenščina itak, hrvaško, srbo-hrvaško, če temu lahko rečem, italijansko, nemško, pa še portugalsko. Mislim, ta Boa Sorte smo peli z Carpe Diem, je tudi en video na YouTubeu, sem bila gostja njihova na koncertu, pa tudi, mislim, da na kakšni poroki smo eno tale Nosa, če se ne motim, a se je Čipego. To je bilo leto, mislim, da 2014, tam nekje je ta komad vam prišel, res to je bil hit. Pa seveda sodelovala si na Eurovizijskih tekmovanjih. Ja. Tu pri nas, dejansko sem se misija Eurovizija, mislim, da je to bilo 2010, če se ne motim. Prijavljala sem se tudi na EMO, pač želim si tega eurovizijskega odra zelo močno. In festivalov si tak človek, ne? In festivalov, ja. Tudi sem bila z Samuelom Lukasom na melodijah More in sonca. 2021? Ja. Bravo. Lansko leto na Slovenski popevki, te popevke sem si toliko želela, tega ogromnega odra, orkestra, pa še Žiga Pirnat kot avtor glasbe in besedila je bil zraven kot nastopajoč in to mi je ogromno pomenilo. Ta nastop je bil fenomenalen, rada ga še dan danes pogledam. Iščem po tiste neke malenkosti, kjer nisem bila popolna, se mi zdi, ampak je bil popoln nastop. Potem tvoje zvrsti pop, rock? Soul, blues, funk, bila sem tudi, imam ene pesmi z Sweet Peak, tak mal dance. Tako da sem odprta za vse žanre, zato ker obožujem vso glasbo, se ne omejujem in grem včasih tudi izven okvirjev in odpojem kaj nenavadnega. Itak z našo legendo Zlatkotom. Za kater komad gre, kajti Zlatko je meni vrhunski glasbenik, jaz njega zelo spoštujem, še iz časov 15 let nazaj, ker je res sekel. Ja, Zlatko je res... Pa tudi imel sem ga v živo srečo spoznati in to je res, to je noro, to je top. Mislim, meni je Zlatko vedno bil zelo všeč glasbeno, pove direkt, ne špara, bom rekla, in me povabil v pesem Ponos. Za takrat je bila, mislim, da za evropsko reprezentanco Slovenije na olimpijskih igrah. Potem pa sem jaz njega povabila v sodelovanje na moj album z bandom Moonshine. Smo naredili tako fajno pesem. In zdaj sem pred kratkim bila na njegovem koncertu, ki je imel v Križankah, ne v Križankah, pardon, v
v Kinu Šiška je predstavil novo plato in je bil zelo vesel, da sem prišla. In se veš, da če sem tu blizu doma, da te prijem podpreti in to mi tako ogromno pomeni, no, da se z glasbeniki podpiramo, si stojimo ob strani, to res šteje veliko. In potem s koliko glasbeniki si sodelovala, mislim, v svoji karieri do zdaj? Je kar malo morje. Pa ja, sem rekla, da rada sodelujem, tudi Uroš Perič je med njimi, Celan, ga obožujem, njegov glas in njegovo karizmo. Pa same dobre glasbenike zbiraš, recimo Samuel Lukas, itak vokalno fenomenalno. Samuel je pa nekako, kako ne rečem, res izjemna oseba, vokalist, sam dol padeš. Dol padeš, ja. Res, in ko je on mene povabil v duet za Melodijo more in sonca, sem prvo rekla, kaj se hecaš? 7 radijskih točk, ne? Ja, 7 radijskih točk, ja. Res super sva se odrezala, no, mislim, sodelovanje z njim je vedno vesel. To sem še jaz gledal, se spomnim, vaja dveh se spomnim. Ampak to še ni vse, ne? Pa tudi filmi, ne? Tudi neka zelo zanimiva situacija, The Lion King. Kaj nam lahko o tem poveš kaj? Tu je bilo pa tako ful zanimivo. Enemu kolegu sem rekla, vedno sem si želela dati svoj glas za risanke. In reče, daj pokliči Studio Ritem. Jaz pokličem, pridem tja, oziroma me kličejo čez par dni, Maja, imamo eno risanko, pride na casting. Disneyjeva risanka, Levi kralj, wow, full dober. In potem Beyoncé, kot meni vzornica. Lik to sem hotel reči. Pa si me prehitela, bravo. Ja, v glavnem Beyoncé, sem bila že dvakrat na koncertu, obožujem jo, mislim, njen glas, karizmo in pol, da je Disney mene potrdil, da sem pela v slovenščini in pesem si reč, štejem častno. Nekaj najlepšega, da v bistvu imaš priložnost. To je neverjetna si, no? Stopiti neke take čevlje, ali kako ne rečem. Koliko svojih avtorskih komadov lahko zdaj preštejemo v tej svoji karieri že dejansko imaš na... Dobro vprašanje. Album je 12. Bravo. Potem pa še Voda sem ti sedlan, ta vikend, ta najnovejši, ki bomo tudi kaj o njem povedala. Seveda. Ni še vikend, tako da ni še blizu. Potem s Samuelom, kdo smo, potem z Živžo. Živžo so tudi delala skupaj. Fenomenalno. Živžo se tudi poznava in v bistvu tudi fajn dečko. Taki pozitiven, ja. Bravo, res super. Tako da rada delam z pozitivnimi ljudmi. Super. Ne vem, koliko komadov sem zdaj naštela. 18 pa 20, nekaj takega. Če tako gledam še nazaj, še pred albumom. Pa recimo žanri, recimo teh 18 komadov, ki jih imaš, dejansko se tako prepletajo ali se tudi razlikujejo, recimo? Ja, se kar razlikujejo. Recimo album Moonshine, ki smo ga delali Pieces, je tako rockersko barvan. Potem zdaj ti novejši komadi so bolj v pop. You Are My Life je recimo nastal zelo veliko časa nazaj. Sem začutila ta Aretha Franklin vibe, nekako sem, taki čist bluzič se mi zdi, res baladica. Potem za Sweet Peak tak house dance recimo. Tudi ta vikend je nekako približen temu pop dance, malo hitrejši, ko smo kar navajeni z moje strani bolj počasnejše, ampak da se gremo malo bolj hitrejše vale zaplesati. Je pa še nekaj recimo, ne? December je, Božič prihaja in imaš tudi božično skladbo. Tako je. Viš, to si me zdaj spomnil, sem čist mi je padlo. Ja, jaz to moram preveriti. Ja, jaz obožujem Božič in ves ta decembrski čas, zato ker pač imam rada te lučke, bling, bling, okraševanje, zdaj moja hči bo januarja 4 leta stara in ustvarjamo in pol jaz tega otroka ven sebe spravim, da delamo voščilnice, pa neke take punčke sem videla na TikToku. Ja, to je... Prav fajn mi je, da jo tudi jaz njo zamotim, pa sama sebe. Ja, in smo par let nazaj z Denisom Beganovičem naredili Please Come Home for Christmas. Potem pa v času korone, ker še pesem ni imela videospota, smo ga Markota, dajmo narediti videospot. In smo dejansko doma posnela, Megi Milošević je naredila pol video skupaj in je zelo lep video nastavno. Pesem je pa tudi tak, kako bi rekla, soulish nastavljena. In recimo, ko smo že pač pri Božiču, pa zdaj ne moramo iti stran več, v decembru nekega še ostalo, imamo še dobro polovico decembra.
te lahko kje najdemo, sigurno boš na večjih straneh Slovenije. Ja, zdaj 22. december bom v Mariboru, klub Phoenix, Dance Again show z Sixpack Čukurjem. Tudi sodelujemo z njimi, ful smo dobri prijatelji. Super, sami reperi. Ja. Bravo, top. Potem 26. decembra v Prevaljah z mojimi prijateljicami, pevkami ženskega pevskega zbora Karantanja. In pa 29. december, v bistvu industrijska cona Struge, dol pri Dobre polje. Bomo v velikem šotorju 29. decembra v petek nastopali z Tilčeh, Polkaholiki, Luka Basi, Daniela in moja malenkost. Bo ful fajn, drug dan pa sem jaz organizatorka enega takega mini aktivnega dne za otroke. No, recimo, zelo zanimiva situacija, ko si imela Tilčeha, on ima tudi komad Vikend. Vikend pa imam le za te. Pa aj si imajo tudi vikend, glih je zdaj pred kratkim še ven. Ti imaš tudi svoj vikend. Ja. No in da povejva, recimo, proti koncu sva, pa povejva še o tem tvojem vikendu. Ja, moj vikend, obožuješ ga? Ta vikend, ja, jaz nimam občutka, kjer dan je, oziroma da je vikend, pa da je teden, meni je vse isto, bolj kot ne, no. Ta vikend je pa nastal v sodelovanju s Sašom Kuzma. Saš Kuzma me je povabil v sodelovanje, rekel, jaz imam nekaj za tebe, si za, pa jaz tako imaš to pa to, pol sem za. V glavnem in on ima ekipo iz LA, iz Los Angelesa, od teh, mislim, da je kitarist od teh dveh Tatu, ki sta bile na Eurosongu. Oh, the thing she said. Ta pesem, no, mi je to postala, ja. 2011 Eurovizija. Ali ne, prej. Je to že bilo že dva? A sem jaz se zmotil, je bilo to mogoče celo še 2-5, 2-6, je bilo to? Ja, tam nekje, ful časa nazaj. Ne, caj to hitro gre. No in smo nekako naredili to sodelovanje, Kali Koronič mi je naredila v slovenščini tekst, tako da posneto je in v slovenščini in v angleščini, tako da je pa taka, kako bi rekla, ljubezenska tema in govori o tem, koliko po tolikih časih z mojim Markom še vedno čutim te metuljčke in te čudovite trenutke z njim, ne, in sem si zamislila ta vikend v Ankaranu na plaži. V bistvu, ali je vikend po zim, ali je vikend po let, samo da je vikend. Tako, točno tako. Pa nažalost, ko prije nedelja je malo konec, ja. Zato pa jaz vedno pravim, da edini ponedeljek, ki ga imam rad, je velikonočni ponedeljek, ne? Takrat smo friend, takrat je vikend malo daljši, recimo. Podaljšan, ja. Ti se siguren vikend, ne? Ostali pa pač kakor padejo. Res je. Kaj pa naslednje leto, je kakšen komad nov že v igri? Čistko, ne rabiš razkriti? Konkretno ne. Konkretno ne? Okay, ampak so neki plani, da bi nekje februarja, marca bi bilo fajn kaj narediti. Kaki Valentinov koncert, imam željo, no. Tudi januar bo že, imam 3-4 nastope, bo kar aktivno, no, iz novega leta, ker v Avstriji nastopam za novo leto. In pol v 5. januar že nastop, tako da sem vesela. Ja, se januar v bistvu je zelo zanimiv mesec, ne, zaradi tudi teh pač srpskih božičev in teh zadev je ful dogaja, no, tako da dejansko se mi zdi, da mogoče je februar malo bolj umiren, ker januar je po mojih izkušnjah kar preseneča. Ja, jaz imam presenetljivo za januarja veliko stvari, drugače ni bilo. Če je začetek dober, pol bo konc eksplozija. Najboljše, ja. Ja, nič, veselilo me je, da si bila danes z nami, da sem te tudi v živo spoznal, veliko čast mi je. Zdaj pa svoje oboževalce lahko nagovoriš za konec o svojem novem videospotu, komadu in jih lahko pozdraviš, evo. Evo, zdaj vas pa vabim, da si pogledate moj najnovejši oziroma zadnji singel Ta vikend. Vam pa želim v prihajajočem letu oziroma v času teh praznikov veliko ljubezni, uživajte življenje, imejte se radi in veliko se smejte. No, in poglejmo si najnovejšo pesem in fenomenalen videospot od Maje Založnik, Vikend, samo na Top Music.